Zadnjo ligaško tekmo v letošnjem letu so rokometaši Krke odigrali v domači športni dvorani Marof, kjer so v 14. krogu državnega prvenstva zanesljivo ugnali ekipo RD Koper z 32 proti 25. Novomeščani so vodili od začetka do konca tekme, vmes so si priigrali tudi višjo prednost in so priložnost dobili tudi mlajši igralci. Definitivno smo se nadejali temu in smo veseli, da smo uspeli to uresničiti. To kaj smo pričakovali, to smo i dobili. Smo želeli te dve pike, dobili smo te dve pike. Kopar je ozbiljna ekipa, danas su res imeli malo težave s poškodbami, nisu bili kompletni, to se pokazalo na igrišću. Odlepili smo se na 8-9 razlike, potem se dao priložnost malo mlajšim igracima, nisu danas ispunili moje očekivanja. Res, hitro smo šli nazaj na 3-4 razlike, potem sam morao vrnuti nazaj prvo postavu. Tako da, pa smo se spet vrnili na 7, tako da zasluženo smo zmagali, to je to. S tem so se Koprčanom maščevali z lanski poraz v domači dvorani. Ne bi rekel, da je lanski poraz bil presenečenje, smo bili le novinec v ligi, ampak vseeno, letos smo si želeli tudi za tisti poraz vrniti in smo uspeli. Fantima sam pred tekmo povedao da zmeraj s Koprom u Marofu igramo teško. Mi njih 2-3 leta nazaj, mi njih premagamo u Kopru, oni nas premagaju u Marofu i zaista rekao daj tega da Bog konc danas. Tako da upam da ih bomo premagali tudi u Kopru, tako da je to. Po prvi polovici sezone lahko zanesljivo ugotovimo, da so Novomeščani še presegli pričakovanja pred začetkom leta. Polusezona zelo dobra, mogoče najboljša do zdaj u zgodovini kluba. Na 3 fronta smo živi povsod, u pokalu Slovenije smo med 8 najboljših, u Europokalu smo med 16 najboljših, u ligi, prvoj slovenskoj ligi smo na 4. mjestu, to kaj nam je bio cilj na začetku lige. Mislim da zadnje vreme res kažemo dobre predstave, Fanti res lepo igramo, dobro, obramba nam je na čelu sa Juretom Blažićem pa Aljažom Lavrićem, res mogoče najboljši deo tima, tako da res sam zadovoljen. Po nekaj slabših tekmah pred dobrim mesecem dni so Novomeščani v zaključku prvega dela sezone dvignili svojo formo. Imeli smo 2 zelo slabe tekme proti 2 velika favorita, proti Celju pa proti Velenju, pa potem smo neke stvari spremenili u igri, malo smo kombinatoriku promijenili neke zelo pomembne stvari u obrambi, kaj se pokazalo kao dobro. Potem od takrat do zdaj smo res dvignuli formu. Napadalno smo veliko boljši kot smo bili prej. Zdaj obramba je zmeraj, skozi celotno polusezono je bila na nekom nivoju. Zdaj je tu obramba malo dodala već, Jure Blažević se vratio u njegovo staro formu, tako da je to. Večina fanta v letošnji sezoni sploh prvič nastopa v 3 tekmovanjih. Definitivno se nam pozna. Vsi nismo profesionalci, da bi igrali samo rokomet, zato malo mogoče se pozna utrujenost definitivno in potovanje in vse tako. Zelo je teško igrati, ker mi, moram to povedati, mi nismo popolnoma profesionalna ekipa. Fanti delaju študenti, srednjošolci, tako da je to res teško uskladiti dopuste sa igrom na 3 fronta. Tako da zaenkrat to uspemo da iskombinujemo, ampak upam da je bo naprej, ampak je zelo teško. Še en velik uspeh Novomeščanov je tudi ta, da so uspeli na tribune zopet pritegniti veliko število gledalcev. Mislim da su res ti fanti zaslužili to, ta suport sa tribuna i mislim da se povećalo to število gledalcev na tribunama, tako da mislim da i u tom smislu bo progres konstantan, tako da na koncu sezone bomo bunili dvoranu. Novomeščani verjamejo, da lahko posežejo letos po res odličnih uspehih. Mi bi radi šli do konca, povsod. Zdaj, kaj je realno, kaj ni, to me ne zanima. Gremo tekmo po tekmo, nasprotnik po nasprotnik. Zdaj imamo Tuzlu u Europokalu, zelo moćna ekipa sa velikim proračunom. Mislim da danas mi je povedao trener Kopra Lisica, on ih malo bolj pozna, da imaju €1 milion proračun, to je 2-3 već kod mi, ampak ja mislim da smo mi boljši. Mislim da smo mi boljši i da mi bomo prošli to, ampak treba to zmago proti Tuzli treba prigarati. Treba da damo vse, kaj mi znamo, pa potem ni panike. S pristopom, ki so ga Grkaši prikazali v zadnjih tekmah, so tudi visoki cilji dosegljivi. Želim isto igro i že par let, oziroma že 2 leti, želim da bi skinuli skalp nekom od tih 3 vodilnih ekip koje su zaenkrat nedodirljive za vse nas u ligi. To je neka ambicija i če bi se utrdili na tem 4. mjestu, to je končni cilj. Ampak uz to bi volio da pobedimo vsaj enkrat ali Celje, ali Velenje, ali Trimo. Bomo še imeli priložnosti to skozi ligu, skozi pokalno tekmovanje, tako da verjamem da smo sposobni za to.
Na tekmi proti Kopru sta bila sicer najbolj razpoložena Nikolić z 10 in Stanojević z 8 doseženimi zadetki.